Ena od ključnih stvari, ko se gremo spletno prodajo, oziroma spletni marketing in spletno prodajo naših programov, pa ne bo to klasičnih online vodenih posnetih, kakorkoli že, je fino, da imamo tako imenovan spoznavni spletni program oziroma nek spoznavni program, zdaj pač kakorkoli ga že imenujemo. Bi pa tukaj podala, da marsikdo ta program narobe razume oziroma marsikdo narobe razume celotno filozofijo teh nekih brezplačnikov. Zdaj, brezplačniki v prvi vrsti niso namenjeni temu, da lovimo kontakte oziroma da dobimo samo mail in potem spamamo in pošiljamo na veliko in dolgo in široko naše prodajne maile. Brezplačniki so, sploh v današnjih časih, ko gre vsak lahko po ChatGPT in dobi vse možne informacije v 2 minutah na enem mestu in se pogovori, ne samo dobi informacijo, še pogovori se lahko naprej, je ključno, da imamo kvalitetne, brezplačne spoznavne programe. Ja? Torej, lahko jih dopolnimo z nekimi kvizi, lahko jih dopolnimo z nekimi vprašalniki, vendar pa je tisto bistvo, zaradi katerega se bo nekdo upisal na naš spoznavni program, je to, da bo dobil od nas, kot strokovnjaka oziroma od neke osebe, ki se s tem ukvarja in ki ne začne halucinirati na neki točki oziroma se izmišljati kot ChatGPT, da dobi preverjene informacije, torej od osebe, ki ji zaupamo, oziroma od osebe, s katero morda šele pravzaprav mi postajamo zaupanja vredni pri njemu, skratka na tak način nas tudi bolje spozna, razume našo filozofijo in razume, pri čemu dejansko lahko pomagamo. Ker velikokrat mi stranke rečejo, ja, ko bojo prišli k meni v program, je prva stvar, da jim povem, da bojo razumeli, pa čem jim pomagam. Takrat ste prepozni. Oni morajo razumeti, pri čem jim pomagate, preden od vas sploh kupijo. Ne morejo kupiti mačka v žaklju, ne rabijo vedeti vseh detajlov in tako naprej, rabijo pa razumeti, bom rekel, na nekem nivoju, zakaj pravzaprav gre in kam jih peljete oziroma pri čem jim pomagate. Tako da, v prodaje znanje podajaj gremo, ena prvih stvari, potem ko pošlihtamo vse naše spletne prezence, vse te zadeve, gremo v izdelavo takega programa. Tak program se izdela blazno hitro, praktično v parih urah, ni stroškovno zahtevan, večino stvari verjamem, da že imate, ne rabiš nobenih posebnih programov ali česarkoli, večina stvari je celo brezplačnih na začetku, imam na voljo brezplačno, tako da jaz vedno rečem, da je večji strošek ne to narediti, kot pa narediti. Predvsem je pa ključno, da potem vemo tudi, kaj s tem programom narediti, kako ga čim bolj izkoristiti, in pa predvsem vsebinsko, tisto, čemu dajemo velik poudarek, kako ga zasnovati, da res da vrednost.